Ana, Jeger in Tomaž smo tu, dobro jutro. Dobro jutro. In pa Tomaž je z nami, dobro jutro. Ja, dobro jutro. Dobro jutro, Tomaž Mihelič, torej veseli smo, da si prišel, kaj ti, zdaj sem malo šel pogooglati, ker danes je pač možno marsikaj izvedeti o nekom, preden sploh vstopi v studio. Vidim, da si dolžen denar nekomu. A ja? Zdaj me pa res, če pa kaj pa mirno spim. No? Ne, tega pa ne piše. Ampak seveda novinar, pisatelj, modni agent, glasbenik, tudi delovni terapeut, pa po izobrazbi. Kaj to pomeni točno? To pomeni, da sem študiral delovno terapijo na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani. Pa nikoli v bistvu se zaposlil zaradi tega, ker sem šel na študentsko izmenjavo v Belgijo, to Erasmus, in ko sem prišel nazaj, smo se prijavili na EMO in so se začele sestre in samo ljubezen. Namesto bele halje, namesto medicinske sestre sem pol postal pojoča sestra, vmes še sestra usmiljenka, tako da me je povsod polno. Svetovno. Evo, drugače pa nova knjiga, ne? To zdaj ni prva knjiga, ne? Ni prva knjiga. Okay. Prva knjiga je bila z naslovom Novo rojstvo, o tej tranziciji Salome, ki se je potem dokončno tudi fizično preoblikovala v žensko. In ko je ona ležala v Beogradu na operacijski mizi, sem že pisal prva poglavja, ni imela pojma, ko je prišla nazaj, da bo zažarela v novi podobi. In smo naredila eno super knjigo, ki je bila takrat velik boom, potem je ona šla še na kmetijo, pa vemo, kak je bilo vse. Se borila za cekine, sem se borila. Zdaj sem poštarska. Skratka, Salome smo zelo dobra prijatelja. In zdaj pa je padla ideja, da je treba narediti kaj dobrega še za ljudi malo dlje od nas. Ja. Povej malo več o tem. V bistvu jaz sem šel na ta Camino, na katerega se veliko ljudi odpravi, to je romarska pot. Jaz sem šel na to ta dolgo, zdaj uradno enih 800 km, ampak seveda skozi življenje gremo radi po stran poteha, ki so najbolj zanimive. In tudi na Camino je tako, ker greš proč od te glavne poti, ker pogosto se gre ob cesti. Gužva, ne? Ja. Pa pleh, avti se zraven vozijo in pol greš ti po alternativnih, ki so malo daljše in si v naravi. Tako da enega jurja kilometrov recimo na francoski strani Pirinejev, prvi dan jih že prečkaš in počeš Španijo. In prečudovita izkušnja. Sem prišel nazaj, potem sem šel pa kot en tak razvajen bel turist na Zanzibar. In najprej sem ugotovil, da Jože potrebuješ laže, ali pa da je šprical geografijo, ker ko v Zanzibarju že sonce zahaja, pri nas je še dan. Malo drugače. Ne štima, ne štima. Okay. In zelo kmalu zatem pa ugotovil, da ljudje na račun našega obdobja v Afriki živijo v grozljivih, nehumanih razmerah. In sem se odločil, da moram po svojih najboljših močeh nekaj prispeva tej skupnosti. In sem se odločil, da bom pač to knjigo napisal, za katero so me prej vsi spodbujali. To mora biti knjiga, to mora biti. Ja, se pa koga zanima še en tule bumba, zato pa tak naslov, ne? In del izkupička bo verjetno šel za... Celoten moj izkupiček. To vse, kar jaz dobim pri založbi Petka. Sem res hvaležen Petri Škarja, da je začutila to idejo in da so naredila z eno tako malo skupinico ljudi en velik projekt, ker smo že blizu 3. ponatisa, kar je za ne bom rekel one man band, ampak za res malo ekipo butično, kar velik uspeh, ker knjiga se prodaja samo na spletni strani, pa v živo na promocijah. Ker drugače ti distributeri oziroma te knjigarne poberajo 50%, samo zato, da ti dajo gor. Če pa hočeš pri njih izdati, pa sploh nočem govoriti, ko začneš lahko novo vojno, ker to je grozljivo, ker noben v Sloveniji ne bi delal za tak denar enega takega velikega projekta. Tako da sem se odločil, da bom jaz pa svoj delež namenil ljudem v Afriki, kjer skrbim za šolanje otrok, plačujem šolnine, zdravstveno oskrbo, ker dol umirajo že za banalnimi boleznimi, ker ne moreš iti zdaj glih k zdravniku,
da bi ti pomagali, ker javno šolstvo, javno zdravstvo, kot da ga ni, to kar tudi nam počasi grozi, a ne? In če pa hočeš iti privat, moraš pa plačati, kar pa pomeni, da dol morajo prodati kozo, kravo oziroma to, kar jim pomeni prehrano. Ja, v bistvu največ, ne? Največ, ja. In, zdaj pa s to knjigo sem preračunal, ker sem se nazaj vrnil, več pri meni ni bil evro, denarna valuta, ampak to, koliko jaz za določeno stvar, koliko kur oziroma kokoš lahko kupim dola. Drugače začneš razmišljati, tako da sem se nehal s taksiji voziti po Ljubljani, ker nimam izpita za avto. Ja, nikoli ga nisem imel. Vse ne rabim. Vidim, da ga res ne rabim. Glej, zdaj si peš šel tam 1000 kilometrov. In zdaj sem prišel v Maribor en večer prej, sem pri moji Anitki prespal, Čanadjevi, in evo me zjutraj v vašem studiu. Evo, en komad si privoščimo, pa se vrnemo torej še beseda ali dve torej o novi knjigi. Tomaž Mihelič je z nami, dobrodošel še enkrat v tem studiu. Pa je ura, Ana Jeger in Tomaž smo tukaj in z nami tudi Tomaž Mihelič. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Torej, predstavljaš novo knjigo 33, to ni še ena knjiga o kaminu, tak je naslov. Ja, tako zelo o kaminu C z veliko C, da ne bi kdo mislil, da o drvah, pa kako moraš kuriti. Sam, da si ne bi mislil, da to kdo že njim je rekel, o kjerih kaminih pa. Ja, res, sveže. El Camino oziroma Jakobova pot. Jakobova pot, ja, po slovensko. Kaj, najprej me je zanimalo, prej sem te pozval vprašati, kaj te sploh... Iz kakih vzgibov zakaj si šel hoditi 1000 kilometrov peš? Mislim... Jaz prihajam z Radlobdravi, torej sem štajerski Koroščak. Kaj si prej rekel, da je to, kaj vi... To, kaj mi izločimo, a lahko rečem, mi poščijemo, to vi zaužijete. No, evo, tako. Ker ta Drava še vedno teče. Jo, pa da ne bo zdaj kakvi fetišisti ne bo načakali v Zlatoličju. Zdaj dol čakali, začeli metati v Dravo. Skratka, kot koroški Štajerc ali pa štajerski Korošc imam očitno nekaj tudi gorenskega v sebi, ker se mi je zdel Camino zelo poceni dopust, da lahko jaz za en mesec strašno malo denarja porabim, pa ogromno vidim in doživim, ker tam dejansko ne rabiš veliko sredstev, ne, za prenočišče, pa za hrano, prevoza pa tako ne rabiš plačati. Tako da edino, kar rabiš, so dobre ceniske. In res me je to, ta neka želja, neko zgib po doživetju, po spoznavanju ljudi. Jaz sem res človek družbe, ta skupnost mene strašno pritegne in sem si tudi tam ustvaril eno svojo familijo. Si šel sam, ne? Ja, moraš, to vsakemu priporočam, da gre sam. Tudi če ne znaš angleškega jezika, enega fanta, enega Slovenca sem spoznal, ki ga zdaj zelo lepo pozdravljam, ker bije eno težko bitko in navijam, ker vem, da bo zmogel. In ni znal dosti angleško, prvič je letel, ampak je šel, ne? In je doživel res prečudovite zgodbe. Včasih se je treba sam dati ven iz cone obdobja in pol vidiš, koliko malo rabimo. V bistvu sem en ruzak rabo, enih par kil, da sem se imel najboljš na svetu. Ne? In spoznal ljudi iz celega sveta in vse te zgodbe potem nekako tudi iz svojega življenja in ljudi, ki sem jih spoznal skozi svoje življenje, pol zgnetov v teh 33 poglavij, 33 naslov je pač zaradi 33 prehojnih dni, Nič Kristusovega ni. Ja, no, sem tudi to o tem razmišljal. Razen muke. Se žuli. Ampak pravijo, da moraš na El Camino iti ne samo fizično dobro pripravljen, ampak tudi psihično. Verjetno predvsem. Predvsem še bolj to. Predvsem fizično sploh ne, ker to je pač sprehod. Lahko samo odločiš, a ne, boš 2 kilometra naredil, a jih boš naredil 50. In to je tisti privilegij, ki si ga lahko vzamemo, ta svoboda. In zato je to stvar, ki jo bom ponavljal, dokler bom živ, ko mi čakam, da bom šel na naslednjo to popotovanje, ker je veliko teh poti. Še prej bom pa ta petek priromal v Maribor in sicer
ob 18. uri imam predstavitev na drugi gimnaziji, Okay. ki jo obožujem, v katero sem se zaljubil, ker sem si ta Rent, njihov musical, ogledal, mislim, da 5-krat in pripeljal v Maribor veliko glasbenikov, ki so bili fascinirani, koliko talenta zgoščenega na enem odru, to ne moreš reči. Koliko generacij zapored že, ne? Wow. Ja. Non-stop. Bezjaka, Maje Kevc, Skorja, ne vem, kdo vse še ni se kalil tu v tej res močni zibelki izjemnih talentov. Tako da jaz bi kar dal Maribor za glavno mesto Slovenije. Okay. Ja, vredno, te pa rešeno. Ki podpišemo. To si pa zdaj lepo povedal. Kje se da tvojo knjigo dobiti? Torej? To je na spletni strani številka 5.k, torej 5.k, založba 5.k, mislim, da .com. Pa uživo na mojih promocijskih gostovanjih po Sloveniji, zdaj sem imel celo turnejo, zdaj bo že, mislim, da 22. gostovanje v 2 mesecih. Okay. Da, podpišeš se tudi, pa posvetilo. Pa narišem kaj, pa posvetilo. No, predvsem je pa ena fajn stvar, mislim, odzivi so odlični, tudi izposoja je neverjetna. Ponekod se čaka po, ne vem, 10 in več tednov na knjigo. Wow. In najboljša stvar je pa, ker lahko se imaš fajn zraven, ko bereš, poleg tega, ko pa nabaviš knjigo, pa še eno dobro stvar narediš, ker sem se dejansko osredotočil na posameznike, na družine, da nisem nekdo, ki se napaja na račun tuje bede, ne, to, kar dela velike organizacije, ki nam zbujajo slabo vest. Torej, če je kdo zamudil, izkupiček iz vseh tvojih teh knjig gre torej v Afriko. Gre v Tanzanijo, tako Masajem, kjer dobavljam pitno vodo, ker oni živijo na območjih, kjer ni ne elektrike, ne tekoče vode. Ne. Nam se to vse zdi tako samoumevno. Brez pipo vam priteče topla, hladna, mlačna, vroča, vse sorte voda. Ne. Dol je pa to eden največjih luksuzov in pa kakšne sončne panele, pa kako kravo kupimo, pa kozo. Svetovno. Ja, tudi kako hišo smo že zgradili. Najbolj pomembno je pa, da se vlaga v izobrazbo, torej v šolanje otrok, ki si strašno želijo vsaj človeka vredne prihodnosti, ker oni živijo v taki bedi, da mi nimamo pojma. Ne, se pa mi čudimo, pa se hudujemo, migranti prihajajo k nam. Ja, seveda, če smo jim dol vse pokradli, vse pobili, seveda grejo s trebuhom za kruhom. Ne? Logično, ja. Okay, Tomaž, hvala še enkrat, da si prišel, da si malo povedal. Z veseljem. Da si malo opisal tudi druge konce sveta. Upamo, da bo dalje šlo tako, da še boste, ne vem, 700 bajt naredili, 300 krav kupili. Hvala. Ne? Ja. Čeke, kakšne pipike. Tudi lahko. Kakšne pipike, ja. In ko bo enkrat stanje malo boljše, tudi kako grozdje, ne? Da se napika. Pa vse, veš kaj, dol so, Afrika je vinorodna. Verjel ali ne? Ideš. Hvala še enkrat, še dosti uspeha na vseh področjih. Super, se vidimo ta petek ob 18. na drugi gimnaziji. Super, evo.